Spoštovana Tulix publika, z našim rednim komentatorjem, gospodom Borisom Gerovičem, pričenjava serijo videov pred lokalnimi volitvami, da se še nekako skušamo postaviti v situacijo, kjer se ljudem odpre oči, kaj se dogaja na Ptuju in širše. Zavedati se moramo, kot sem danes na Ptujlix tudi že objavil, če Ptuj ne dobi celostnega reseta, je brez veze karkoli sploh početi. Zakaj celostni reset Ptuj potrebuje, bova sedaj predebatirala. In da ne bomo samo komentirali zatečenega stanja, ki ga srečamo dejansko na vsakem koraku našega mesta, bomo debatirala tudi glede rešitev. Tako da, gospod Gerovič, izvolite, odprite najine teze in razvijmo en smiseln pogovor, da se premaknemo z neke mrtve točke. Zdaj novinarstvo, jaz upam, da res ni padlo tako nizko, da je izključni namen izkrivljanja resnice. Nekateri mediji tudi sami sebe pohodijo, pa 180 stopinj obratno pišejo, ko so še mesece in leta nazaj. Tudi to se nam zgodi, to je primer Štajerskega tednika, bom kasneje povedal, na kaj tu konkretno mislim. Ampak resnica pravzaprav, vsaj pri nas na lokalnem nivoju, je nekaj, kar je možno sila lahko odkriti, dovolj je, da se sprehodiš skozi staro mestno jedro. Ko sem se jaz recimo lanskega decembra in se takoj bil v šoku tu gor od Rozike proti Slovenskemu trgu. 3 butiki hkrati v šosu zaprejo in to trajno ni več, ne bo se več odpiralo. Prijem po drugi strani dol v Murkovo, blizu občine, Daisy Moda dol zapira in je tu trajno dol zaprto in ne bo se več odprlo. Zdaj, deljenje krivde, pa nečesa je nesmiselno, dejansko treba ugotoviti sledeče. Ta krivda je bila bolj na republiškem nivoju konkretno, ker te trgovine pa butiki pa vse ostale zadeve, ki se zapirajo, so recimo bili že prejšnja leta tudi brez parkinga, pa prejšnje mesece. Ta december lanskega leta je dal piko na i, ko se ljudje odločili, da za letošnjo leto 26 pa ne bodo več sestavljali bilanc in prikazovali izgub in plačevali sproti fiksnih visokih stroškov in visokih davkov. To je bilo tisto, kar je sodo izbilo dno. Je pa seveda hudo, da ti vidiš, da v takem mestu, ki bi naj razvijalo turizem, lokali v starem mestnem jedru, ki je epicenter tega, kar želimo pokazati, dol zapirajo. To je najbolj izrazit prikaz, kako hudo narobe tečejo zadeve v tem mestu. Zadeva ni upravičljiva stališča lokalnih oblasti, pa v toliko, ker je ta lokalna oblast vsa ta leta zadnja bila iste barve, kot je bila republiška centralna oblast. In bi bilo marsikaj lažje reagirati, seveda pa je vprašanje, ali nekdo ne vidi, ne sliši, ne želi to videti, kaj se v resnici dogaja. V celem svetu je to prikaz, da če se lokali zapirajo, da sploh ni debate, mesto gre na slabše. Da dam pod vprašanje, to je v bistvu zelo simptomatično tudi za prihodnost, ki se od naslednjih lokalnih volitev naprej seveda gradi. Sedaj smo de facto imeli v prejšnjem mandatu na državni ravni enako koalicijo, kot dejansko Ptuj obvladuje skoraj da že na nivoju diktatorske države lahko, glede na večino v mestnem svetu, pa realno gledano so storili nič. Torej, na državni ravni imaš svoje na oblasti, pa na lokalni ravni nič ustvariš. O čem nam to pove? Hudo je, ker se v štartu nekdo ne zaveda, da so resursi majhni, infrastruktura stara in ti količino infrastrukture, samo če to popravljaš, ti nimaš kaj drugega razmišljati, da delaš. Denar imaš toliko samo, da popravljaš infrastrukturo, ker tu ne sodijo samo ceste noter, jasno. In enostavno ne folgaš krpa teh lukenj, če tudi bi se samo temu posvetil, a oni so grešili na razna druga področja, da zdaj ne vračam se k tistim škrniclom, pa fičom, pa vsem temu, o čemer smo že govorili. Jaz moram povedati, da je trend zelo nevaren,
ker namreč 3 butiki v sosednjem kafiču naročajo kavo, ne, zadeve so komplementarno povezane, ne, če ste punce 2-krat na dan šle na kavo, potem ta, ki prodaja tam kave, pač nima od 3 butikov 6 kav na dan, manj že proda v šusu. Zadeva je v domino efektu sila nevarna, ne, in mene zanima, če bo še vedno nekdo prodajal pravljice, ko bo totalno prazno mesto, ko bo 2/3 vseh lokalov dol zaprto. Če danes pogledaš, kaj ni dol zaprto, je več ali manj na proračunu tisto, kaj ni dol zaprto, ne? In to je grozna tragedija, ne? Tudi seveda za turizem, ker če zdaj nekdo prespal v hotelu, pa se samo spusti dol, da bi malo sprehodu se, da te vidi to staro mesto, to so šoki, to je šok, ko ti vidiš lokal za lokalom zaprta zadeva, ne. In seveda od tu ven, ne, pri neki ceni cirka 2 evra, mi nijamo 180,000 nočitev letno še, ne. To pomeni, da nijamo 360 jurjev, z tega še vedno ne turistične takse, ne. Kar je bila tu ena baza za popravljanje cest, pa neke turistične promocije, ampak ni, ne. Spet pod vprašanje, ker si bomo sedaj v tej seriji videov do volitev kar nalivali čistega vina. Mestna občina Ptuj organiziranje enega dogodka, ki se mu reče kurentovanje, po tej logiki stane več, kot s turistično takso pobere v celi sezoni. Ja, te primerjave so žal take, ne, prijateljstvo s tistimi mesti, ki pa jih jaz predlagam, pa zgleda nikoga ne zanima, če ravno bi neka kanalizacija manj kot 1 promila gostov iz Salzburga sem že zapolnila totalno vse naše kapacitete. Mi tega sploh nijamo, ne, ker Salzburg pa ima 4,5 do 5 milijonov letno nočitev, ne. K temu bi se še vrnili, jaz bi zdaj rekel, v čem je ta manipulacija Štajerskega tednika. Gremo na predzadnjo številko, danes je četrtek, kjer je 5. junij, ko mi dva to snemamo, da se ve, ne. Predzadnja številka, med 212 občinami pa se uvršča Ptujska občina v sam vrh na področju gospodarstva, pa to piše te pravljice. Izstopamo po visoki podjetniški dinamiki, deležu hitro rastočih podjetij ter stabilnem gospodarskem okolju. Zanimali so to samo prekopirali od PR-a z občine in dalje niti ne bi čital, ker to Hans Christian Andersen ne zmore, ne. Bi tega avtora poslal, naj se sprehodi tja mimo vseh teh zaprtih lokalov, ne. In seveda neka napovedana investicija v nizko dodane vrednosti delovnih mest, tako kot je ta za perutnino, s kateri se govori, da bo zdaj 100 milijonov, pa neke subvencije v perutnina dobilo od države, pa to je točno ta smer, ki jo Ptuj ne rabi. Najraje povedo, če bojo za to subvencije in ta delovna mesta si dodatne Pakistance pa Indijce pripravili. Sploh je tudi vprašanje, kdo bo delal. To naj povejo na tem mestu. Zdaj pa, da ne govoriva samo o tem, kako ne, bomo rekli, kako ja. Ne? Če ravno je vmes še občina Hajdina, pa tam prek je, zopet se vračam na tematiko Kidričev, ker tam je skrito abnormalno bogatstvo, ki je zdaj prisotno v teh krajih. In to je tista pasivna zadeva, ki sem jo v preteklih izvajanjih večkrat kritiziral, da mi imamo zdaj celo elektroenergetsko omrežje bistveno prekapacitirano, premočno, od daljnovoda Cirkovce-Pince, pa tudi ta Cirkovce-Pince, to je moč to je 400 kV, daljnovod 110 kV, pa recimo od Maribora proti Ptuju. Zakaj govorim te podatke, ne? To so te neki minimalni zahtevni parametri, če jaz jutri hočem tam postaviti en data center, torej podatkovni center, govorimo o investiciji 3 milijarde evrov. In zdaj resno pozivam župane vseh teh okoliških občin, poslušajte, kaj vam razlagam, ker vam bo umetna inteligenca povedala, da je tam v tem Kidričem, v tej industrijski coni ena najbolj aktualnih in najboljših lokacij za podatkovni center v Evropi. Ne? Se pravi, če je Talum včasih trošil 9% celega slovenskega štroma in je, ne?
bomo prešli pač na 15%. Teh 15% bi bilo 2,2 teravatne ure, ne, toliko potroši data center na leto, ne, takšen, ki bi stal 3 milijarde, ne. Lahko bi seveda glede na 400 kV daljnovod Cirkovce-Pince šli tudi v 10 milijardni data center, ampak veriga je močna, koliko je močen najšibkejši člen. In hlajenje, ki bi verjetno potekalo tu iz zdrave, ne, bom rekel, je tista limita, kjer treba na ekologijo paziti, ampak v nulo se da. Danes, če jaz potencialnim investitorjem, ki jih je AI tudi navedel, kjer so zelo zainteresirani, celo sami iščejo lokacije, ne. Se mi njim javimo z dvema stranema A4 formata kot draft in damo samo parametre, kaj tam v tisti industrijski coni od infrastrukture električne že stoji, potem tisto, kar želim povedati, je, da Eles verjetno po zakonodaji direktno ne more solastnik takega data centra, lahko pa je talo markira druga firma, Elesova tudi, in nekje občina 10%, 10% Eles, 10% talom, 70% tu investitor. To je optimalna struktura, ki bi prinesla po tamalem, sigurno možnost, da je 300-400 inženjerjev, ki so končali ferij, pa elektroinženjerov in inženjerov elektronike, ostane tu in ne rabijo se v Avstrijo voziti in da imajo celo tu višjo plačo, kot bi imeli v Avstriji, in da ne govorimo o gradbenikih in tak naprej, reci. Pa da dodamo, da to pol ne pomeni toliko in toliko delovnih mest, kot pa jih nekaj minut nazaj omenila za Perutnino, se pravi, vsega skupaj 1400. Ne tistih inženirjev v narekovajih, ampak realno izobraženih. Jaz sem včasih govoril o Greenfieldovem fenomenu, ko so bile v Kidričem visoke plače, pol pa v Ptuju ti ljudje, ki so tu karkoli prodajali, niso imeli problema s prodajo, ker je bila kupna moč tako visoka. In tiste plače zdaj v Kidričem, to je zdaj Greenfield, data center je Greenfield danes. Tisto mi bistveno zmanjšamo investicijsko vrednost, se pravi, stroški izgradnje so krepko manjši, nam cela električno omrežna infrastruktura skoraj v nulo, tam stoji trenutno 8 km od naju, ne, in dejansko tisto, kar ne bi znali upravičiti skozi sedanje funkcije, niti gospod Golob, niti gospod Janša, daljnovod Cirkovce-Pince, da se to končno vse skupaj aktivira in da so te plače prave, da so dolgotrajne, da se ima tu visoka dodajna vrednost, da zaposlujemo kader fakultetno izobražen, da so tu visoke plače, ki spet pridejo v mesto in je potrošnja velika in tak naprej. Ja. In še en zelo pomemben podatek na tem mestu, ko omenjaš daljnovod Cirkovce-Pince. Ja. Vkolikor bi mi imeli res sposobno lokalno politiko, bi takrat, teh nekaj let nazaj, ko se ta daljnovod gradil, istočasno uspeli zgraditi tudi priključno cesto na avtocesto, tako imenovano obvoznico, ker bi bili stroški drastično nižji, priprava trase bistveno bolj optimalna in tudi potem učinek vsega skupaj. Mene moti, da se tu ene odločitve sprejmejo mnogo neodgovorno v kontekstu tega, da jih kasneje recimo na enaki način ni možno zamenjati, kar je absurdno. Ne? Če v neki državi nekaj lahko določi parlament, potem ima ta isti parlament po moji logiki z isto večino možno, da stornira svojo predhodno odločitev. Ti pa danes v nekem lokalnem nivoju status nature, ki ne vemo kake, ni še danes mi ni jasno, kire pozitivne učinke prinaša za mesto, ne moremo ga doldati, zaradi tega tudi ni bilo južne variante obvoznice in tak naprej. Ne? In cela zadeva bo XY krat dražja, da se na koncu vpraša, komu ustreza, da je zadeva XY krat dražja in da se bo dalje vlekla. Zdaj, če nekdo res živi od procenta, od celote, potem si seveda prizadeva, da bo zadeva dražja, to razumem. Da še malo konkretiziram, bi samo spomnil kolege iz Štajerskega tednika. Januar leto 24, naslov: Ptuj spet na repu lestvice razvitosti med mestnimi občinami. Naj si preberejo ta članek svoj, njihov. 25. april 25. Med mestnimi občinami je Ptuj najdražji.
temu jaz pravim, tu ne smeš umreti, tu je med drugim pol navedeno, da imamo najdražjo grobnino v državi in tak naprej. In je govora od avtora Luke Tetičkoviča o tem, da so cene v totalnem nesorazmerju glede na višino naših plač in tak naprej. In še cela serija zgodb je o tem, kako Ptuj ni potegnil pravočasno nekih evropskih sredstev in tak naprej. Dajte si na Štajerskem tedniku vse te članke zbrati, pol pa si dajte to čitati od predzadnje številke zdaj, ne. Ptuj se med 212 občinami uvršča v sam vrh na področju gospodarstva. Izstopamo po visoki podjetniški dinamiki, deležu hitro rastočih podjetij ter stabilnem gospodarskem okolju. Pa ljudje, ki ste vi normalni. Ste vi normalni. Kaj, to vam je statistična pravljica. To ste iz iPesa mogoče par številk sešteli, pa dajte se sprehoditi skozi mesto. To bi bilo treba celo tako vrednotiti. To, kar sedaj tematizirava, to je zagotovo tako imenovani PR članek, katerega objavo naroči konkretno mestna občina Ptuj in nam potem prodaja buče o tistem ISCO, torej 2S, ne ISO, kot smo navajeni, certifikatu, ki si ga lahko, oprostite, zdaj vulgarni gostilniški govorici, kupi vsak kurac, ki želi, da svojo vrednost dviguje in mestna občina Ptuj, ki nima karkoli za pokazati, potem leto in mesece pred volitvami svoje občane svojim občanom servira take lažnive pamflete na eni strani, da je najlepše mesto v Evropi, na dopise Best Town in Europe, potem pa še tudi na gospodarskem območju najbolj razvijajoča se občina v Sloveniji. Pa kdo je fukjen, da to verjame? S temi titulami je več ali manj narobe to, da je teh plakatov po drugih mestih okoli ohoho, ne, in da si tudi v sosednjem Hrvaškem imel prave drame v mestnem svetu, enega Zadra, ko je nekdo ugotovil, kdo to tala, pa kakvi so pogoji, da se dobi ta naziv, in so oni prejeli ta naziv, ne. Zdaj bi se pomaknil malo v period bivše skupne države, ki bo kasneje pojasnil, zakaj sploh ni nobena tragedija, da se je oblikovala v Sloveniji takšna vlada, kot se danes je, ne. Torej, vračamo se v področje, kjer mu mnogi radi rečemo sod smodnika, ne, žal, ne, to je Bosna in Hercegovina, ne. Tam sem jaz več kot 15 let nazaj objavil v Financah 2 članka o tem sodu smodnika in da slej ko prej bo ta sod počel in da ne vidim perspektive za ta sod smodnika, ne. Meni ta sod smodnika dejansko me grozno moti, ne. Že od naše osamosvojitve, ker ko pes na kos sem čakal ameriško priznanje, ne, ki pa ga ni bilo, ne, nas je to celo Nemčija tam priznala 19. december 1991, Evropska unija 15. januar 92 in pol Rusija prehiti Ameriko, ne, pazi šok, ne, pol 14. februar 92 Rusija prizna Slovenijo. In pol vsa sreča, da ima Dimitrij Rupel 7. aprila rojstni dan, ko naš zunanji minister, ne, pa ni bilo drugega darila, joj priznajo Slovenijo, vendar, ne. Se pa vidi, kaj se čakalo, ne, čakalo se kompletni paket, ne. Jaz pravim, da slovensko priznanje je bilo absolutno neodvisno od tega, ali bodo priznali Bosno in Hercegovino ali ne. Od tega bi lahko bilo odvisno hrvaško priznanje. Mi smo dovolj strah in ne mejimo na Bosno in Hercegovino in čakanje priznanja Slovenije je bilo totalno brez veze in nam je samo nažiralo živce takrat, ne. Šali pravim nekaj groznega, ne. Da v principu obstaja samo še ena stvar, ki je hujša od tega, kot gledati Amere, kak so neke zašuštrali, ne. To je gledati Amere, kak neke popravljajo, kaj so zašuštrali, ne. In to je v bistvu Bosna in Hercegovina danes.
Takrat je 15 let nazaj novinar HRT-a, znani Denis Latin, dosti krat kar v TV vključeval moje komentare v zelo gledane TV oddaje. Imel pa je 3 profile na Facebooku in to je bilo kar 15.000 štartov. Ti profili so bili strahovito brana zadeva in tam so se prave male vojne odvijale v tresenju mnenj. Jaz moram reči, da pravzaprav sem kot edini bil tisti, ki ni bil za Bosno in Hercegovino, ostali so bili vsi na braniku, tako da sam proti vsem, ampak vseeno, v bistvu moji argumenti so pač bili močni, kot so vedno bili, kar je pa kmalu rezultiralo v to, da se je predsednik Evropskega gibanja Bosne in Hercegovine, Predrag Praštalo, vključil v te debate in tudi direktno z mano, vedno bolj. In seveda jasno proti meni, ker on ne samo, da je za BiH, on je tudi za vključitev čim prejšnjo BiH v EU. Potem jaz moram reči, da najprej seveda sem ga rahlo pocenil, nisem zvedel, koliko imam posla, sem videl, da se pač z nekaterimi politiki srečuje, toliko koliko je malo na Facebooku bilo vidno in tak naprej. Dejansko se je videlo zadaj, da je kapaciteta strahovita, da ne bi človek verjel, da nekdo pred 15 leti ne samo, da se je slikal s vsemi predsedniki bivših jugoslovanskih republik, živi kontakt ima z njimi, isto z vsemi šefi vlad in isto z vsemi šefi cerkev, od pravoslavne, ortodoksne, muslimanski, kaj češ, ni da ni. In še na vse to, ista oseba komunicira in dela z vrhom EU. Zdaj pa seveda, ker je ta najina svaja trajala dolgo, sem jaz predlagal osebni miting. In pravi on, ja, ni problem, bomo to uredili, kom se jaz vračal z Nemčije nazaj dol za Bosno. In najde on ta termin in jaz se prilagodim, ampak to ni bila neka moja želja, da bomo kaj jedli, pili, kot je to na Štajerskem. Pri nas navadi, nego on zbral bencinsko pumpo. In to prvo severno nad Mariborom, fluktuativna ob avtocesti, z šentilske strani gledano zadnja, preden se odvojiš za Maribor, In tam je ta miting bil 20 minut, In po teh 20 minutah mi je bilo jasno, kako se splača vztrajati na tem in na svojih stališčih, če si odkril resnico, če imaš prave argumente in če strelaš s pravimi argumenti in stojiš na svojem. In to me celo življenje gor drži. Dejansko, prijemo zdaj do tega, kaj pa je njegovo mnenje, to zdaj, če imaš kamero, to je tu. Na sliki je ta Predrag Praštalo z Kristjan Schwarzschilling, ki je umrl pred 2 meseci. Ta Kristjan Schwarzschilling je v svojem času, torej takrat vodil urad visokega predstavnika v Bosni in Hercegovini, kar je drugo kot evropski pokret v BiH. Ampak skupaj delata jasno, ker obema je skupni interes, da bi BiH šla naprej. On je prej mene moril vedno z nečim nemogočim. Da treba BiH iti čim prej v EU. Jaz njemu mnogo serem, ampak ne jaz. Njega je mučil Denis Latin, ker on je šeral moja mnenja, ker sicer to je bilo edino mnenje, ki je bilo različno od vseh ostalih, sicer se debata ni raznela na njegovem zidu in to je njega motlo. Zaradi tega je tu prišlo torej do osebnega mitinga. In zdaj prijemo do neke čudne resnice. Med drugim, umetna inteligenca trdi, da avtor te teze ni Ivo Andrić, ampak on je rekel, da je. Gdje prestane logika, tu počinje Bosna. To zdaj on meni govori v moj prid. Torej, glede na to, kdo je prej kakšna stališča zastopal. In ker sem jaz iskal, da on tudi odgovori na naslovnico moje knjige Gospod predsednika, ste bili kdaj v krizi? Poslušamo zdaj odgovor. Zdaj gre resnica o Bosni in Hercegovini. Od človeka, ki je najbolj zadolžen tam, da je to v miru, pa da to bi šlo nekam naprej.
Pogrešno pitanje, tovariš. Tovariš me klical, ker je trdil prej, da so moja stališča proruska. Pravilno pitanje glasi, gospodine predsjedniče Evropskog pokreta u BiH, da li ste ikada bili bez krize, odnosno izvan krize? Ova zemlja i ovi ljudi u BiH nisu upamtili vrijeme bez krize. Ovdje je kriza nešto konstantno i stalno. Znači, jaz ti govorim, da ne moremo še, takrat še niti Hrvaška ni bila sprejeta, ko je tekel ta razgovor. Ta razgovor tekel leta 11. Hrvati so šli 13. leta noter. On je htel preko vseh. On je držal nogo na gasu abnormalno. Ne? Zdaj zanimivo, ne? Jaz potem, ko on odišel iz pumpe, ne, ugotovim, da nič hudega, če smo pozabila pit, ne, tudi ni bilo možno nič spit. Celo pumpo so sredi belega dne dol zaprli. Celo pumpo so sredi belega dne dol zaprli. In ko sem imel o tej zgodbi in podobnih zgodbah na prezentaciji svoje knjige slajde, vržem vun te fotografije in na teh fotografijah gor piše, ne, Čelavi balkanski centarfor, ne. Da probam pojasniti, za koga dela oseba, ne, ali po domače povedano, kaj je težko ugotoviti, če urad visokega predstavnika da Evropska unija, odkot je pol šef Evropskog pokreta. Zdaj, ženski publiki ne zamerim, da niso ugotovili, kaj je pisalo na tabli, ne. Moški svet bi si balkanski centarfor, ne, iz nogometnega slovarja lahko prevedel v centralni igralec, ne, oziroma za koga dela centralni igralec, ne. Zdaj, kasneje je torej prišlo do tega, da so moje takratne teze bile konfirmirane, od njega samo. Torej, da jaz, ki sem prej trdil, pa me je zajeval zaradi tega, da v bistvu hiter sprejem Bosne v Evropo pomeni samo, da bojo Turki notri preko noči si naredili 200,000 lažnih briefkasten firm in premetavali samo papirje, ne, in ker sami ne morejo v EU, bojo toti bypass koristili kot Bosno in Hercegovino, ne. In najpol so prišli ven podatki, da je 13,000 radikalnih islamistov tam, ki še vedno imajo orožje v BiH, to je njegov podatek. Mene je šlo pa najbolj na živce, da Sloveniji ob našem rojstvu Amerika ni pomagala nič. V smislu ekonomije govorim, ki še danes mi jugonostalgiji delajo neke primerjave, pa ljudje moji, Marshallov plan je v štartu v rojstvu Juge, po drugi svetovni vojni ste dobili finančne injekcije v rojstvo. Ne, mi pa smo podedovali vaše rdeče dolgove v Slovenijo noter. Ne, ja. Pa manjka mi zlato, ker 16% od tam še 47 ton jugoslovanske zlata je več kot 6 ton. Slovenija pa je dolga leta prikazovala, da ima samo 3 tone, pa še danes ne vem, ki so 3 tone zlata. Vse ni hudo, 400 milijonov. Ne. On je osebno poskrbel med drugim tudi, da je multinacionalka Megle investirala v Bosno in Hercegovino, se pravi. Trud je usmerjen v to, da ta država bi se končno stavila na noge. In da zdaj ilustrativno povem, v čem zdaj prehajamo na Slovenijo. Največje komplimente z njegovih ust sem pa poslušal vseh slovenskih politikih. Taki komplimenti, ki jih jaz niti sam, niti slučajno tu pri nas ne bi dal. Ampak ti komplimenti so imeli pač tisto osnov, tisto spoznanje iz njegovih izkušenj in sodelovanja tam. In seveda on uvrščal tudi Inskota kot Slovenca, ker je temeljil na nacionalnosti, ne na državnosti, ne. In ga je pohvalil nebo nad oblake z zgodbami, kako sta ogromno Bosne preplazila tuji peš in kako sta skupaj hodila okoli in kako je v eni vasi, kjer je se videlo, da od revščine narod dobesedno krepa, pred 15 leti Insko reskiral celo svojo plačo, da je podaril stanovalcem tiste vasi celo svojo plačo. Ne? Pohvaljeni so bili seveda tudi vsi drugi. Tisto, kar nas pa spet uvršča zdaj za nasprotno stran, je pa to, da vsi ti drugi ljudje, z izjemo gospoda Kacina, ki bi ga lahko vrstili na sredino in je takrat tudi delo v EU, ni bil na tej poziciji, na kateri je danes Marta Kos, ne, ampak je bil blizu, ne.
Vsi ostali so torej bili levo, v Sloveniji gledano. Ne? Ampak kaj delajo vsi ti ostali? Ja, vsi ti ostali so seveda zopet bili kontra mene, vsi ti ostali so njemu pomagali pri umeščanju Bosne in Hercegovine v Evropo. Ne? In hvala Bogu so med njimi bili tudi normalni, ki pa na tisti zadnji Rückzundung, zavora, so pritisnili na zavoro, ja, ne brez kriterijev, ne. Ker tudi gori v Bruslu ne gre, ne boš to po silo, ne, ker ne moreš, ne, tudi kriteriji, ki so bili za Hrvaško, so bili izredno strogi, je pa to Hrvatom bolj koristilo, ne, da so bili tako strogi, ne. V končni fazi je fade out, ta kontakt je splahnel. Vendar bi zdaj želel tu upozoriti na eno temeljno vprašanje glede našega razvoja in tega, kar se je dogajalo pri nas po leta 1991. Ne moremo iti naprej, ker je predvsem tako zvani trojček, Mossad, MI6, CIA, dobesedno privatiziral krake propadle udbe na pogorišču Jugoslavije. Ta država ni bila iz nečesa povsem novega rojena in to nas je ubilo. V bistvu so oni že preverili, kam pes taco moli, da vse skup grozi stečaj SFRJ in so se na to pripravljali in so enostavno pohrustali tudi informacije, ker informacije so kapital. In če še imajo kako bremenilno gradivo, kakih naših ljudeh zube, še to toliko bolj genijalen kader, ne? In tako, da danes, kdor za koga dela, je veliko vprašanje. Te knjige od Leljaka, seznami stare udbe, to je brez veze. Tam ne piše, za kire 3 druge obveščevalne službe še dela danes tisti tip. To tam ne piše. Ne? Cela slika je zamegljena. Najbolj hudo je pa torej, da ti kot desno usmerjen človek v Sloveniji bi pričakoval, da normalne neke kapitalistične države, kot so Izrael, Velika Britanija, ZDA, bojo ja podprle tebe. Ajok. Evo, meni je po tem sestanku leta 11 postalo definitivno jasno, zakaj je to tako, zato ker mi nismo jugonostalniki in zaradi tega, ker mi njemu ne bi pomagali. Ni slučajno, mi imamo te sile, da bi Bosno spravljali v EU. Ne? In tu se zdaj pojavlja totalna razlika. Se pa sprašujem, zakaj kljub temu, da si pol priznal, kaj vse je narobe s to EU, to ne prije do Washingtona. In da Washington ne popusti in da s to tumarijo ne nehate, kajti ta tumarija, da se zdaj razumemo, je vključno z njegovim uradom gromozansko stala, z angažmanom slovenske politike, ki mu je pomagala, precej stala skozi dolga leta. Rezultat je pa danes kaki? Rezultat pa je taki, da je BiH v slabšem stanju, kot je bila pred 15 leti. In če se vprašamo, zakaj je en ljubitelj Novaka Djokoviča, zakaj je en ljubitelj Crvene jabuke, Bijelo dugme, kaj še je bilo, Saša Lošič, Plavi orkester. Vse to jaz poslušam, vso to kulturo jaz poznam, niti slučajno je ne mrzim. Zakaj jaz ne absorbiram in ne želim, da mi to posilite k meni? Dejansko mi je sicer všeč, da ne rabim jaz idol. Smer je prav, če že, te naj še oni grejo v EU, ne riva se mene več nazaj v Jugoslavijo, okej. Ampak vseeno, ne, glavni razlog je, da jaz s temi ljudmi, glede na njihovo ekonomsko neefikasnost, ne želim denara več deliti. Tako kot je bil v tej skupni beograjski kasi, niti to ne bi delal v bruselski kasi, ne bi to več delal. Enostavno mi je kristalno jasno, da se oni ne morejo obstati kot država, primarno zaradi tega, ker bo njihova ekonomija totalno kolapsirala, še bolj kot je kdajkoli kolapsirala SFRJ, in zaradi tendenc v Zenici, kjer propada realsocialistični gigant Željezara Zenica, tudi ta novi del, ne, in tendenc, ki so totalno podobne razpadu Jugoslavije, tudi v tej mini Jugoslaviji, ne, bo v naslednjih 4 letih po moje prišlo do kraha BiH.
Se pravi, tisto, o čemer smo se prepirali 15 let nazaj, se bojim, da je v tem mandatu naslednjih 4 let kar na programu. Gremo pa zdaj naprej, kaj ima pa to zdaj veze s Slovenijo. Če bo to na programu in obstaja velika verjetnost kraha, ker se sedaj že javno govori o tem, da so pritiski Zagreba in Beograda katastrofalni in da so svaje na celi črti. Jaz se zavedam, da vsak tak krah ne bo čisto na miren način potekal. To ne bo za neko mizo, pa bojo oni se sporazumeli o mejah drugo jutro, pa se bo to podpisalo, pa bo to okej. Pa tudi bošnjačka stran, ki ima edina interes, da ta BIH ostane, ne bo uspela tega več skupaj držati, ker ima blokado v parlamentu konstantno. Oni ne potegnejo evropskih sredstev za razvoj, oni ne potegnejo več tujih investicij, oni ne potegnejo več nič. Oni ne obrnejo več kapitala, oni ne zaposlujejo več, ne dogaja se nič. Jaz v Sloveniji želim minimalno na poziciji obrambnega ministra ali šefa vlade v naslednjih 4 letih nekoga, ki se fenomenalno razume na obrambo. Zato sem tudi na prejšnjih najinih izvajanjih rekel, da me sploh v 4. varianti ne moti, če pride Janez Janša, zaradi tega, ker smatram, da ima on več pojma o vojski in podobnih zadevah, ki so na to vezane, kot vsi ostali v celem parlamentu, pa v celi vladi skupaj, da jih seštejem. Mislim, da je to točno. Treba vedeti, da nekdo, ki se še razume na orožje, recimo en Jelinčič, njega sploh v parlamentu ni, da kar sem rekel, je točno. Se pravi, da obrnem ta stavek. Ne formirati vlade z Janezom Janšo bi bilo v tem trenutku zgodovinskem neodgovorno početje. Ti se moraš zavedati določenih priložnosti in pa določenih nevarnosti, ki ti v okolju grozijo in ne moreš sklepati samo na osnovi tega, kar vidiš med Mursko in Koprom. Žal ne. Kakšne posledice ima to, ko Američani niso videli, zakaj sploh gre, pa enostavno so zbrali nekoga, ki javno grozil, da bo nasilil svojo Grenlandijo, pa bo uvedel vsem carine, pa bo marsikaj bo, dejansko pa je zamočil tudi glavni odnos. Zahodna civilizacija, krščansko-židovska civilizacija, imela glavno nalogo, da hinduistično grupacijo v Indiji spravi na svojo stran. To je jeziček na tetnici. Dokler je Indija, tam, kjer je ekonomsko, to je vbric, je azijski sistem močnejši, večji, jači, perspektivnejši. Če Indijo tam vzameš in jo daš k zahodu, kar je pokvadrili kot mini NATO pakt v tiste regije, kjer je vojaško Indija vezana na zahod, če pa je vojaški parameter odločilen, potem pa je Zahod še večji od onih azijatskih držav in BRICS-a. Ampak se dama, ki je indijskega porekla in celo Indijka kandidirala proti Trumpu, samo je vzela samo 1/3. Za čas, v katerem se pa zahodna civilizacija nahaja, pa bi bilo idealno, da bi Nikki Haley bila predsednica ZDA. Da zdaj, ker ne vem, koliko je minilo. Zdaj naredimo neki zaključek in temelje za naprej. Jaz bi tako rekel. Da tudi, da kar povem na tem mestu, v bodoče se bova lotevala tudi analize razvoja ptujskega gospodarstva tudi še v času nekdanje države, kje so temelji za dejansko destrukcijo in zaposlovalce, ki ne ustvarjajo visoke dodane vrednosti za naše okolje, ampak v bistvu živijo od državnih subvencij in podobno. In kaj to pomeni potem tudi v intelektualno-kulturnem smislu našega okolja, ki bi moralo glede na vse potenciale in tudi realne parametre biti eden izmed najbolj prepoznavnih centrov Slovenije, postaja pa sedaj s takim vodstvom, ko ga imamo, ena kloaka slovenska, kjer smo zdaj videli v zadnjem tednu tudi nekemu festivalu odvzamejo sredstva, češ da je samo lokalnega pomena, tako da
tudi nekaj pove o tem precenjevanju samega okolja, zato ker dejstvo, spoštovana Ptujlik publika, je, da Ptuj je zadnja rupa na sviralo v Sloveniji. To mora ljudem biti jasno. Tako ne smemo tudi na prvo žogo nasedati, da nam bo nekdo z Ljubljane cesto za 300 milijonov zgradil. Ja? Eno je kazati slike, drugo je pa pol to narediti. In tudi zelo močno lahko dvomimo, da bomo kdajkoli sploh dobili arheološko razstavišče v smislu žitnice, ker če tudi že zdaj potegnemo, pač zdaj komentiram sproti neke dogodke, ki so aktualni, če potegnemo pod črto, danes niti 9,4 milijona več ni zadosti za tako stavbo obnoviti in jo funkcionalno opremiti. Nismo nori, menda nam je jasno. No in gospod Garjevič, sedaj povete nekaj še za zaključek, kako se bomo v prihodnjih... Jaz bi zdaj rekel, da ljudje ne želijo akceptirati dejstvo, da nikoli nismo bili 100% samostojna država. Ne? Se pravi, naša samostojnost v bistvu temelji na naši participaciji, ko vlovimo trenutek, ko se velike sile tu okrog znotraj nas, bom rekel, kregajo in ne potiskajo zadeve v isto smer. Kadar potiskajo v isto smer, mi niti kontrirati nismo v stanju. Ne? Dejansko vse skupaj teče po zakonu fizike rezultanta sil. Ne? In to bi zdaj povedal, kako napačno je razmišljanje od Murske do Kopra, ker to, ker se tako razmišlja skoraj cela Slovenija, ne? Tako dolgo neke prave logike v 51. glasu, tako zvanem, ki je bil predmet mnogih polemik, še nisem videl. Ne? Dejansko pa dajmo zdaj malo obrniti stvar, ne? Pa se postavimo na primer v eno Moskvo. Ne? Pa da imamo ambicijo karkoli še reči tej Sloveniji in Moskva ima sicer tu niz njihovih korakov, ne bi bilo, dolgo je bila tudi direktna aviolinija za Ljubljano z Moskve in tak naprej. Ampak ti se zavedaš, kot šef države Rusije, da enostavno v Sloveniji karkoli počneš, nad 20% ne boš prišel z nobeno politično stranko, nekaj več bi morda z velikim marketingom in velikim pritiskom dobil tu od Trojan gor do Hodoša, bolj ko gremo na zahod, manj vidiš, in da na ta način ne moreš biti noben faktor odločanja in nekega konkretnega vpliva, ampak lahko si v parlamentu jeziček na tehnici. Ne? Ja, ko je prvič prišlo do tega problema, da nekdo s strašnim malim procentom predstavlja jeziček na tehnici, je šlo tudi za prorusko usmeritev Karla Rjavca, ne? In zdaj gre za prorusko usmeritev gospoda Stevanoviča, ne? Ja, kak se filmi ponavljajo, ne? Ja. In treba jih je videti. Ja, treba jih je videti. Se pravi, Moskva v tem vidi edino šanso formiranja take zadeve. To pomeni, da Moskvi tudi najbolj odgovarja tisto, kar se je v resnici zgodilo. To je skoraj totalna pad pozicija, v kateri se je znašla scena po volitvah. Ne? Pa torej znači, da je Moskva lahko k temu tudi prispevala, ja seveda, ne? Plus pač forsiranje neke opcije, ki bo zagovarjal prorusko držo, ne? Ampak kakorkoli, kaj je zdaj 51. glas? 51. glas je glas, ki je po moje prišel iz Zahoda in spet nima veze s Slovenijo. Ne? Kaj ti, ne? Če tu vzamemo zdaj od 51 poslancev resnice, ne? Je še vedno 46. To prvič daje resnici do znanja, da ni nujno, ni pa nujno, da si tisto prorusko usmeritvijo jeziček na tehnici, niti ne veš, če je to vse, kaj smo še v stanju izvesti. Mogoče še kje najdemo 52. glas, ne? Ker je jasno, da on ni formalno sestavni del vlade, ne? In da je seveda vprašanje, kako dolgo bo suportiral to vlado. Ne? Fajn je pa seveda, da se da preventivno vedeti, da ni nujno, ne, da so oni 100% notri. Ne? Dobro je, da se to da vedeti tudi tistim, ki so bili v postopkih, da na bilo kjeri pošten ali nepošten način poslance resnice prepričajo v prestope, da se jih stavi in se reče, se brez veze, ker bo zadeva vseeno šla skozi. Ok.
zadeva je taka, jaz bi rekel sledeče. Če malo začnete komunicirati z umetno inteligenco ali bi na področju, kjer smo prej proizvajali primarni aluminij, postavili podatkovni center vrednosti 3 milijarde evrov, vam bo vrgla pravi mali elaborat in med drugim rekla, da je to zlata jama za podatkovni center, de facto ena najboljših lokacij v Evropi sploh. In dejansko vse od konektorov, transformatorov, vozlišč, omrežje, celo daljnovodi, vse stoji, ne, čaka investitora. Zdaj smo pa tu. Na Ptuju moramo enkrat videti, da je to prava stvar, o čem je zdaj govorim, pa ne se z drugimi zadevami ukvarjati, ki so 3 frnikole, pa 2 kugle sladoleda. Ne. Pa te luknje v cesti. Ja. Župani teh mest, ki so tu, Hajdina, Kidričev, Ptuj in tak naprej, najprej sestanek z vodstvom Taluma, dajmo, gibaj, premakni se, pa da morda tiste davno pozabljene delnice iz certifikatov vun pod Talom B, ki še jih nekdo danes ne vem, kjerem ladlu ima, postanejo neka vrednost, če bo Talum solastnik podatkovnega centra, pa seveda. Tako, Ja. naslednjič se bomo poglobila, kot rečeno, sistematično analizo. Jaz pa zdaj povem še zaključek. Spoštovana Ptujlix publika, kot vidimo, na samem razvoju, ki se dogaja okoli nas, smo sedaj prišli do končnega spoznanja, da mora biti tako imenovanega procesa karnevalizacije našega okolja konec. Kaj želim s tem povedati je, dejansko se okolje, v tem primeru konkretno mesto Ptuj, zaradi pomanjkanja širine zavedanja o lastni pomembnosti in s tem tudi odgovornosti za svet, samovoljno, zdaj že praktično 15 let nazaj, odreklo lastnemu arheološkemu muzeju in razstavišču, ki je tisti temelj duše Ptuja, usmerjalo sredstva v dogodke, s tem ni uspelo vzpostaviti temeljev zdravega in učinkovitega turizma in je postalo mesto pijanskih prireditev. To je potem prešlo na mentaliteto celotne okolice in zaradi tega, ker je kulturno-intelektualni nivo destinacije padal, je to pričelo privlačiti tudi manj izobražene in manj kulturne ljudi za priseljevanje. To je dejstvo, ki se ga je treba priznati. In ko enkrat v tako spiralo padeš, imaš vsak naslednji dan bistveno večjo težavo priti nazaj na nek nivo, na katerem si pričel padati, kaj šele, da bi lahko zrastel nad tega. Zato bo v prihodnjih tednih pred volitvami zelo sistematično in podrobno analizirala določene fenomene. In jaz kot urednik Ptujlixa povem, prišli smo tako daleč, da se ne moremo več zadovoljiti s tem, da zberemo med dvema opcijama, ki predstavljata zlo. Ja? Potrebujemo celostni in celovit reset, popolno dojemanje, kaj je naša odgovornost glede na potenciale in potem večletno sanacijo zatečenega stanja, ker rešiti vsega skupaj ne bo šlo čez noč. Najverjetneje bo celo potrebnih več mandatov, ker zdaj smo padali, ne samo stagnirali, padali 6 zaporednih županskih mandatov in naj bo potem tisti 7. mandat nek preobrat v pravo smer, ampak kot rečeno, že tako, ko zdaj zgledamo, smo sprašeni najmanj do leta 2040. Tako da, spoštovana Ptujlix publika, redno se bomo srečevali in želim vam lep večer in lep dan. Jaz bi samo to še dodal, da orientacija na dogodke je sploh slabša varianta, ker stalno moraš prirejati pol te dogodke, da dobiš ljudi in to moraš ponavljati in to trebaš vedno vlagati. Ampak te dogodke lahko prirejajo tudi druge občine in drugi kraji v tvoji okolici. To ni razlikovalni moment. Tebe drži razlikovalni moment. Tisto, kaj je ptujsko bogatstvo, kaj lahko mi pokažemo, kaj drugi ne morejo in nimajo. Edinstveno in unikatno v lokalnem in globalnem okolju. In namesto, da se teh jasnih zadev
držiš in to začneš v svetu pravilno forsirati, greš konkurirati 50 vaškim občinam okoli sebe, ki bojo najele lahko iste glasbenike v končni fazi kot tudi ti, tako da od te zadeve edina prava kakovost, ki jo drugi nimajo, je recimo mogoče operna noč, ampak še to tudi ima Maribor. No? Zdaj za zaključek, to, kar je sedaj gospod Gerevič povedal, vizualizirajmo si, okoliške občine, avtohtone kurentovalske destinacije so Ptuj v smislu kurentovanja že špricnile. Kaj pa bo čez 5 let, pa si raje niti ne predstavljamo, zato rešimo Ptuj. Hvala.